Miha odlaži. Ja, evo. Sorry. Tukaj se dogaja. Ja, gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, ravno smo se pogovarjali, da se v politiki toliko dogaja, da bomo verjetno morali tudi med podcastom gledati na telefone, ali je kdo odstopil, ali imamo kakšno novo stranko, karkoli. Pa novo afero. Ne? N1 podcast Suzano Lovec. Lep pozdrav, dragi gledalke, dragi gledalci, poslušalke in poslušalci. Dobrodošli spet z mano v N1 podcastu. Danes komentiramo in pojasnjujemo razbeljeno politično dogajanje v Sloveniji, premike zadnjih tednov, afere, posledice. In z mano so zato ljudje z prve vrste poročanja o dogajanju v politiki in o poročanju o zadnjih dogajanja v politiki. In sicer s Pop TV prihaja dolgoletna novinarka za področje notranje politike in zdaj tudi dnevna urednica oddaje 24 ur Metka Majer. Živjo. Zdravo, hvala za vabilo. Prosim. Zvečer dolgoletni novinar za politiko in zdaj že vrsto let odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik. Zdravo, se veselim debate. In z nami je seveda tudi moj kolega z N1, voditelj N1 studia, dolgoletni novinar za področje politike, ki ga dobro poznate, Miha Orešnik. Čau, Miha. Živijo. Dobrodošli še enkrat vsi trije. Hvala, da ste si vzeli čas za to politično analizo, ki je res potrebna. Pa začnimo ne pri Janši in Logarju, kar je mogoče danes najbolj aktualno po včerajšnjem dogajanju. Začnimo pri Socialnih demokratih. Kje so zdaj, na kakšni točki? Metka. Mislim, da bi se vsi strinjali, če rečemo, da so zagotovo na eni najnižjih točk v svoji zgodovini. Zdaj upam, da za njih prihaja ta neki čas, ko se bodo morda vse do tega kongresa, ki so ga napovedali, malo zaprli, malo razmislili, kako se bodo celotne zadeve lotili. Zdaj, kar se mi zdi pri njih mogoče pomembno izpostaviti, je predvsem to, da sicer zdaj so Dominik in Švarc Pipan nekako dobili nekega skupnega zunanjega sovražnika, zdaj že seveda ne. Ampak hkrati je pa to stranka z izjemno veliko dinamike. In pravzaprav se to neka kriza socialnih demokratov se zagotovo nakazovala že od samega začetka tega mandata, če ne že morda odprej. In sicer spomnimo se, po volitvah je tu pa tam kakšen član opozarjal na to, da njihov rezultat ni bil dober, pa so takrat pač raje šli v to pozicijo, bomo šli v vlado in bomo pač pa poskušali na ta način prepričati več ljudi, da smo pač vredni njihovih glasov. Potem se je ena kriza oziroma zahteva po menjavi vodstva pokazala iz strani poslanske skupine oziroma njihovega vodja, ki pa pač dokaj koherentno delujejo v tem mandatu. Lani se spomnimo pomladi, ko je bilo rečeno, da je Tanja Fajon brez vonja, barve in okusa, ampak se je tisto slabo postaralo, ker je bilo pa mislim, da nekaj dni pred glasovanjem v Varnostnem svetu. In se potem spet to malo odkotorilo in zdaj prihaja pač spet ta neka renesansa za njih, kjer se bodo pa pač morali strniti vrste, ne glede na to zdaj, kdo bo prevzemal kakršnekoli funkcije. Tako da bomo videli, kako jim bo to. Ja, v bistvu so stranka v nekem knockdownu ta hip, zagotovo v velikem šoku, ki je sledil tej aferi, sodno stavbo. Predvsem pa je ta afera seveda razgrnila, kot je Metka že omenila, neko strukturno in vsebinsko krizo, ki traja vsaj že 15 let. Ne nazadnje temeljno vprašanje, zakaj so se Socialni demokrati po Pahorjevi zmagi 2008 vedno znova znašli nekako na rezervni klopi te leve sredine oziroma na rezervni klopi koaliciji novih obrazov in zadnje od prihoda Levice seveda tudi pomembno z zmanjšanim volilnim dometom. Krhkost njihove strukture in pa notranjo v bistvu krizo, ki ni od včeraj, ni od časa Tanje Fajon, ampak v bistvu traja že precej časa, pa je pokazal ne nazadnje tudi odziv na to afero. Slovenske politične stranke so številne šle že tudi skozi bistveno težje in večje afere. Spomnimo se recimo afere Predorski kredit za SDS in podobno, pa so nekako bistveno
trdneje in bistveno bolj koherentno uspele reagirati in skomunicirati neko afero. Ne. Socialni demokrati pa v tej aferi na nek način, tako se mi je vsaj zdelo, najprej sploh niso vedeli, kaj se jim je zgodilo. Ne. Tu je bilo veliko zamenjanih vlog, obrnjenih plošč, spremenjenih strategij, v bistvu kakofonije nekih glasov in različnih izjav in pa predvsem ugotavljanja tega, kako naprej. Ne. Ampak v tem smislu je bistveno to, kar je VD glavnega tajnika Frangeš v nedeljo zvečer na nacionalki dejal pri Tanji Gobec, ne, ali bodo uspeli med dvema interpretacijama, ki sta v stranki, ne, kaj nam delajo oziroma kaj smo si naredili, izbrati v bistvu tisto, pri kateri bodo začeli najprej čistiti pri sebi. Zdaj v bistvu niti zaletavanja v Dominiko Švarc-Pipan po njenem odstopu te tarče ni več, na nek način zdaj imajo 2 meseca časa, da se v bistvu razmisli o vodstvu, o sebi in o tem, kako naprej. Ampak tukaj se meni zdi zanimivo, ne? Zdaj zadnja debata na tisti ponedeljek, ta teden, ne, ko so imeli najprej kolegi predsednice, pa potem predsedstvo, pa potem konferenco, pa potem spet predsedstvo, ni bila več to, ali ostati v koaliciji ali ne. To se je govorilo teden prej, ko je imel odstopljeni glavni tajnik Klemen Žibert debato z lokalnimi odbori, pa je bila potem ta ponedeljek zasedba praktično ista, pa tega, kolikor vem, po mojih informacijah niso več omenjali. Dali so se v tem, kdaj zdaj izvesti volilni kongres. Ne? Najprej je bila opcija konec marca, ko so itak imeli sklican statutarni kongres, ampak so se potem nekako odločili, da bo to 13. april. In zdaj vprašanje, ki ga imam jaz tukaj in kolikor vem tudi številni člani Socialnih demokratov, torej 13. aprila izvolijo novo vodstvo, na tisti dan bo odstopilo dosedanje vodstvo, zato da bodo vsa mesta izpraznjena in bodo imenovali nove. Še vedno ne vemo, kdo so sploh v igri, razen Mladi forum je napovedal, da bodo začinili ta kongres tudi s kakšnimi kandidaturami zanimivimi. In kaj? Potem bo izvoljeno novo vodstvo, to novo vodstvo bo stranko popeljalo na evropske volitve, ki bodo v začetku junija. In glede na trenutno stanje Socialnih demokratov se povsem lahko zgodi, da bodo na teh evropskih volitvah ostali brez evropskega poslanca. Do zdaj so ga vedno dobili, vedno 2, razen enkrat, ko je bila izvoljena samo Tanja Fajon, to je bilo 2014. In kaj? Če na teh evropskih volitvah ne bodo dobili evropskega poslanca, bo kaj? Novo vodstvo spet odstopilo in bodo šli na še en kongres? Skratka, Socialni demokrati nimajo neke socialdemokratske ideje več, ki bi jih držala skupaj, o kateri bi se lahko usedli, strinjali ali se tudi v končni fazi prepirali. In mislim, da jih to čaka še absolutno na tem kongresu, ki prihaja aprila. No, kot je rekel za Radio Slovenija politolog in raziskovalec na Fakulteti za družbene vede Marko Hočevar, SD je stranka, ki ima enega od najmočnejših terenov, ima izjemno dolgo tradicijo v slovenski politiki in tudi zelo veliko interesov je še vedno vezanih na njo. Problem, ki ga ima, je širši problem evropske socialne demokracije v zadnjih desetletjih. Težava je, da se nikakor ne znajo vsebinsko umestiti kot resna alternativa obstoječemu stanju. In zdaj bistvo, SD je bil v večini vlad v preteklih 15 letih, zelo malo pa je bilo ukrepov in politik, ki bi izhajali iz tradicionalnega bazena socialne demokracije. Vse več se stavi na PR, kadrovske in medijske spine, premale pa na vsebino. To je že dolgo časa, ne? Ja. V bistvu je seveda odlična analiza politologa Hočevarja, ampak tu je treba postaviti seveda še širši zgodovinski kontekst. Nenazadnje se je v bistvu ta tako imenovana tretja pot socialne demokracije začela že z znamenitim paktom oziroma dogovorom Blair-Schröder, oziroma že takrat so v bistvu socialni demokrati na nek način začeli koketirati z liberalnimi ali pa celo neoliberalnimi idejami in takrat se je začela na nek način trgati ta vez, ki jo imajo z tradicionalno bazo, da ne rečem v bistvu, če uporabim nek klišé z delavstvom oziroma z v bistvu tradicionalnimi volivci, ki so zgodovinsko gledano desetletja nekako kot svojo glavno politično preferenco videli socialdemokrate, videli so jih pa ravno zato, ker so socialdemokrati vendarle prinesli v povojni evropski politični prostor številne civilizacijske
ekonomske in pa politične pridobitve, ne, na katerih temelji povojna Evropa, med drugim socialno državo in s tem povezane različne razvojne politike. Zdaj, na nek način je slovenska socialdemokracija seveda že z Borutom Pahorjem, če tudi zmagovitim leta 2008, ne, 15 let je bil na čelu stranke in 11 let je potreboval do prve volilne zmage, seveda začela veliko staviti seveda na marketing, na PR, na politiko podob, na nek način na liderja. Ne. Vedlo se je, da takrat Pahor in stranka nekako hodita vsak po svojem bregu, ampak Pahor je bil vseeno suveren lider, ki je na nek način svojo voljo uspel uveljaviti v svoji stranki. Nato pa je sledila seveda obdobje veliko bolj šibkih voditeljev, ki jih je to močno interesno ozadje socialne demokracije, ki so v stranki pač videli vzvod za neke druge, tudi finančne interese, uspelo nekako upravljati. In tudi Tanja Fajon je na nek način v bistvu v tem obdobju seveda izgubljala zaveznike in danes se zdi, kot da je v bistvu vedno bolj sama na nek način. Zdaj zagotovo na tem kongresu vrste za njeno nasledstvo ne bo. Je pa dejstvo, da najvplivnejši član Socialnih demokratov tudi v vladi in po javnomnenjskih lestvicah, Han, ne, je nekako do tega obdobja bil tisti, ki je postavljal te, oziroma so postavljal te šibke predsednike in zdaj je vredno vprašanje, ali je vendarle čas, ne, ki je bil nekako trasiran, da tudi on stopi v to prvo vrsto, ali pa bodo našli neko svežo figuro, je v stranki, ni v stranki, sploh koliko imajo nekih realnih izbir, ki bodo prebile to podobo neke stranke, ki nima realnih socialdemokratskih politik, ampak je v bistvu samo to še neka politična fasada. Za Hana mnogi pravijo, da bi bil on v bistvu samo nadaljevanje v bistvu te politike socialnih demokratov, ki smo v bistvu gledali do zdaj in ki jih je tudi pripeljalo v bistvu takšno stanje. Sam tudi ne želi, kolikor vem, absolutno ne želi postati predsednik stranke. Seveda, zdaj pa vprašanje, koliko se bodo zdaj ostali člani poenotili okoli njega in ga v bistvu skupaj, pa glej, Matjaž, glej, v kakšni krizi smo, daj nam vendarle, ti si naš najbolj priljubljen, naš najbolj vplivan član, daj nam pomagaj, prevzemi to odgovornost in je potem seveda na njem, ali bo to storil. Ne? Jaz imam tu še en drug pomislek, mogoče kar se tiče socialne demokracije nasploh. Mislim, niti ne morda, kar se tiče te stranke v odnosu do socialne demokracije, ampak v odnosu do samega resorja. Zdaj, torej, pravosodno ministrstvo je zdaj prevzela sicer pač torej v bistvu izbira Roberta Goloba, to je sicer bilo jasno. Ampak če zdaj vidimo torej, da to, kar stranka poskuša nekako skomunicirati, je, da je v bistvu hotela pomagati projektom lastne ministrice, ne, je mene morda v zadnjih tednih premalo, morda poudarjamo to širšo sliko, kar se tiče same vsebine. Kar je mene presenetilo najprej pri tej zgodbi, še preden smo vedeli, kako velika afera je to, da se je pravosodno ministrstvo odločilo kupiti neko stavbo za upravno sodišče, pa delovno in socialno in tako naprej. Medtem ko so lani pač prekinili več kot desetletje dolg projekt izgradnje nove sodne stavbe za okrajno, okrožno in pa mislim, da višje sodišče oziroma najbrž še sodno upravo. In to je pa pač nekaj, na kar sodniki opozarjajo pač res že dolgo leta. Torej, prostorska stiska sodišč je ena od tistih stvari, s katero se, po mojem mnenju, pravosodni minister pač bi moral prioritetno ukvarjati. In če ne samo pravosodni minister, torej tudi stranka, torej tudi koalicija, torej tudi celotna vlada. In to, kar je mene presenetilo, je to, da predstojnik neke institucije ne ve sploh, da se za njega kupuje neka stavba. Torej, da gremo v neko povsem pač razpršeno sliko tega, kar naj bi bila, pač, kjer bi morali razvojno ravnati, nekako trajnostno, si predvidevam tukaj sodišče oziroma pač ministrstvo država, državljani dajemo ogromno denarja za najeme prostorov, ki so razpršeni po Ljubljani. Novinarji smo delali vrsto teh prispevkov in to je v bistvu prostorska stiska, vsaj ljubljanskih sodišč je ena takih, pri katerih so bili sodniki že desetletje zelo glasni. Glede plač recimo niso bili, ne, so bili zelo sramežljivi do točke, ko je v bistvu to na agendo dal sam predsednik vlade, da se razume, tu še pred odločbo ustavnega sodišča. In to je tisto, kar je mene začudilo pri celotni zgodbi. Aha, tako se zdaj tega lotevamo. Torej za upravno sodišče, ki pač v bistvu ima lastniško stavbo, kjer ni najema, kupujemo neko stavbo, kaj pa ostala, pač če ne drugega, pač Bežigradski dvor, tam je ena velika gradbena luknja na sredi Ljubljane.
ta neko umankanje, neke te širše slike vizije, tudi komuniciranja tega, no, je pač nekaj, kar sem jaz zelo pogrešala. No. Tudi premalo se govori o tem, o odgovornosti celotne vlade. Ne? Sej v bistvu to je stvar, ki ni stvar enega uradnika tam. Ne? In vse seje vlade, se upravičujem, sklicuje predsednik vlade. Tudi dopisno sejo vlade, na kateri je bila ta odločitev potem najprej uvrstitvi projekta med NRP in potem torej preusmeritev denarja iz proračunske rezerve, 6 milijonov, da je ta denar bil, to je odločitev vlade. Da, ministrica je bila tista, ki je podpisala pogodbo, to je seveda nesporno, ampak odločitev je sprejela vlada. In kar se meni zdi, oprosti Metka, kar se meni zdi v bistvu nenavadno, poleg vsega tega, kako ona obrača ploščo, kako najprej je bil to super nakup, pa potem ni bil več super nakup, ampak neka združba, ki je v ozadju vse to vodila, pa zdaj spet vidimo, da se je stavba čudežno povečala, pa vidimo tudi, da ene parcele zraven pri stranskem vhodu dobrih 30 kvadratov sploh ni država kupila in jo ima še vedno v lasti Sebastijan Vežnavar in tako naprej. Ministrica, tu se pojavljajo tudi komentarji, kako ona skrbno zdaj to vse preiskuje in tako naprej. Zakaj te skrbnosti ni bilo, ko se je ta projekt pripravljal? Ne? Ona se je zavedala prostorske stiske, je v njej tudi javno govorila. Govorila je tudi, da 200 milijonov bi stala nova sodna palača, da tega ni in da bo treba iti postopno od najemov k nakupom in tako naprej. Ona se je, in to sem ji tudi v tem studiu v bistvu pokazal, s predsednikom vlade že 1 leto nazaj pogovarjala o opcijah za to sodno stavbo in je potem prostodušno tule v tem studiu priznala, da se je vozila mimo ene stavbe IMP opcije v Ljubljani, se je vozila mimo nje in se je zdela primerna in se je o tem celo pogovarjala s predsednikom vlade. Tiste stavbe, za katero je pa pogodbo podpisala in je država plačala 7,7 milijona, pa ni šla niti pogledat. Eden od vidikov. Ne, tudi dodaten vidik je morda ta, ne. Zdaj, jaz ne vem, tu so zdaj bile neke različne informacije, ampak v nekem trenutku, še pred vsem je odstopil, obema odstopoma, no, do zdaj, torej pred odstopom Klemna Žiberta in pa pred odstopom Dominike Švarc Pipan je v nekem trenutku bilo menda na mizi v teh pogovorih, torej to pojdita oba hkrati, ne. In jaz mislim, da je bilo takrat temu rečeno ne, torej predvidevam, da torej strani socialnih demokratov, češ ne bo nekdo zunaj stranke nam pogojeval, kdaj naj pač glavni tajnik gre. In zaradi tega, ker je pa vseeno moral odstopiti nekaj dni kasneje, oziroma je pač se tako odločil, kdorkoli se tako odločil. In zatem je pač jaz mislim, da je povsem razumljivo in tudi zdaj stranka SD je bila strašno nervozna zaradi tega časa, ki je pretekel do tega današnjega odstopa, ne? Ampak roko na srce zdaj marsikatera stranka, tudi SD bi verjetno v tej isti situaciji ravnala enako, ne? Ampak zdaj se je situacija spremenila. Ravno s tem, ne, ker se ta zgodba pa zdaj že tako dolgo traja, da pa zdaj ne govorim več samo o tem, kaj je pravosodna ministrica podpisala, kaj je stranka naredila, ampak zdaj se pojavlja tudi finančno ministrstvo, vloga finančnega ministrstva in če se ne motim, ne mojster tega je seveda prvak opozicije Janez Janša, če sem prav prebrala v tem intervjuju, ki ga boste objavili v soboto, je pač rekel, ja, zakaj pa predsednik vlade ni vedel, kaj je v 7-milijonski pogodbi, ne? In tu je zdaj pač ta moment, ko pa mogoče čas, da se da je to mogoče tudi eden od razlogov, zakaj se je ta zgodba danes končala. V bistvu bi se res na to navezal in kar je v bistvu bila Suzanina iztočnica, ne, torej celoten vladni okvir te zgodbe, to ni seveda zgodba samo posamezne ministrice in nekega ministrstva, ne, ampak seveda tudi Roberta Goloba, ne, na zadnje, ne. Robert Golob je to mino vzel v svoje naročje in se nekako za nekaj časa veselo umaknil v senco te afere, ne, in v stran od žarometov, ki so bili usmerjeni seveda na sodno stavbo in vse glavne akterje, ampak vendarle, ne, z zdaj tudi formaliziranim odstopom pravosodne ministrice bo seveda Golob moral na nek način začrtati nek končni epilog te zgodbe. Seveda bodo zgodbo preverili in preiskali pristojni organi, ampak v tej zgodbi bo potreben tudi nek politični zaključek celotne zgodbe. Torej neka naracija, nek okvir, neke konsekvence, ne, na zadnje. Ali bo to v bistvu nek Golobov zaključek okoli delovanja generalnih sekretarjev, okoli nekih sistemskih rešitev pri tovrstnih infrastrukturnih projektih, ker kot je bilo tukaj že ugotovljeno, ne, finančni minister si je v enem tednu
tednu premislil od odločnega. V enem dnevu menda celo. Celo v enem dnevu, hvala Miha. Ne, od odločnega ne, do sprostitve neke proračunske rezerve in tako rekoč nakazila, ko smo že vsi čakali na Silvestrovo. Ne. Kar pomeni, da je v bistvu reduciranje te zgodbe na afero ene stranke in pa na afero samo ene ministrice seveda zelo kratkotrajno. Ne. V dolgoročne posledice bo čutila celotna vlada. Ne samo zato, ker so odnosi v koaliciji, ki bi morala skupaj delati, nekako sodelovati, še 2 leti že tako načeti, ampak ne nazadnje je to zgodba, ki se bo vedno znova seveda vračala v spredje naslednjih političnih let. Ne nazadnje je Janša z interpelacijami, z napovedanim shodom proti korupciji nekako že postavil nek svoj narativ, na katerem bo jahal vsaj v svojem notranje političnem boju. Ne, v enem izmed komentarjev zadnjih, oziroma analiz, ki sem jih pisal, sem se spomnil tudi, da je leta 2004 prišel v parlament z VD40, ne, in takrat napovedal boj proti korupciji z tem primerom. Ne. Tako da on, ne, za razliko od vlade in koalicije, ima nek vsebinski okvir, s katerim deluje v notranje političnem smislu in ne nazadnje je zelo jasno definiral tudi že svoje, bom rekel, evropske politične prioritete. Ne nazadnje smo zdaj, namesto da bi se ukvarjali tudi mi z evropskimi volitvami, vsi v tej zgodbi. Ne. Pri Janši je zelo jasno, ne, migracije, zeleni prehod oziroma kmetje, kurjenje drv in v zadnjih dneh vidimo počasi, ne, da se ponovno loteva tudi češ varujmo otroke pred napačnimi vzgojnimi prijemi in vzorci. Tako da on ima zgodbo nastavljeno, ne, Golob pa bo iz tega razsula in iz te udobne sence, v kateri je zdaj nekaj tednov vztrajal, moral priti z neko agendo, z neko zgodbo, z nekim fokusom, nekimi prioritetami, ne, ker takšnega umika, ne, ta umik se ni zgodil s to afero, ampak že prej se je rahlo začel umikati iz javnosti, ne more trajati. Ne. Nekateri pri tem celo vidijo prstne vtise Gregorja Golobiča, ne, ki se zdaj v bistvu sestaja z Golobom po novem. Ne. Prej se ni in ko sta se začela sestajati, se je tudi Golobovo pojavljanje v javnosti spremenilo. Podobno kot v smeri pri Janezu Drnovšku. Jaz sicer mislim, da je bil ta umik potreben in ta premislek o tem, ne, da ne bo več skakal iz vsake paštete, ne, na mestu. Zakaj? Ne, njegova hiperpojavnost na začetku mandata je rodila vse časovnice, reforme, obljube, 600 evrov tam, 600 evrov tu. Ne, tako da v bistvu v tem smislu je ta premislek, kdorkoli ga je upravil, ali so ga to neki novi svetovalci, ali je vendarle premier kaj tudi sam spoznal v tem času in se česa naučil. Se mi zdi, da je v bistvu neka večja zadržanost bila na mestu. Zdaj izplaval je Klemen Boštjančič kot nek nov speaker, ne, nek spokesman Gibanja Svoboda in celotne vlade, ampak verjetno bolj po spletu na ključi, ne, ker v Svobodi so v raznih televizijskih oddajah in nastopih poskusili kar nekaj govorcev, ne, ki bi nekako lahko parirali bolj izkušenim politikom, pa se številni res niso obnesli. Jaz sam upam, da je ta umik iz žarometov, ki je prišel zdaj še kako prav pri tej aferi, da bo rezultiral tudi v tem, da se bodo stvari za državljane začeli spreminjati. Da boljše, da bi ga izkoristili za to, da bodo začeli delati reforme resno, da ne bojo tako luknjičave, recimo, kot je zakon o dolgotrajni oskrbi, o čemer smo dolgo in izčrpno pisali, da se bojo rešile stvari, kot je zdravniška stavka, ne, ker mi dobesedno beremo o tem, ta teden, leta 2024, da se bodo mogoče začeli zapirati pediatrični oddelki in nekatere porodnišnice. Ampak zato oprosti, rabiš tudi, dobro, ja, ima Gibanje Svoboda še vedno rekordnih 40 poslancev, ampak za takšne stvari, velike stvari, ki jih ljudje pričakujejo, potrebuješ zaupanje med koalicijskimi partnerji, ki bodo skupaj morali ostati še 2 leti. Že do zdaj ni bilo to zaupanje, bom rekel, na neki zavidljivi ravni. Ja. Potem je zdaj dokončno, bom rekel, se razblinilo. In kako ga bodo zakrpali nazaj? Meni je nekdo pomemben iz Socialnih demokratov, z vsakim približevalnim sestankom, ki ga imamo, se vse bolj oddaljujemo. V koaliciji. Da. No, ti si pa zapisala, Matija, te dni, da obstanek v Golobovi vladi je za SD edina možnost, vse drugo praviš, bi bil samomor, ne?
Absolutno. Ja. Jaz mislim, da drugih možnosti. Oni v bistvu imajo taki številne slabe možnosti, ampak izstopi iz vlade bi bil najslabša možnost. In to je bil v tudi tem eden od teh trenutku. komunikacijskih ali PR-ovskih felerjev v tem trenutku, ko je bilo pač izstop iz koalicije na podlagi, mislim, na podlagi česa zdaj v tem trenutku. Jaz bi se morda samo vrnila še zdaj na ta spremembo komunikacijsko spremembo predsednika vlade. Jaz nisem čisto prepričana, če bomo videli, no, razumem zdaj to spremembo, marsikdo je to svetoval, po vsem tem, kar je bilo seveda izrečeno in se je slabo postaralo. Ampak jaz v osnovi nisem videla največje težave v tem, da je pač predsednik vlade skakal iz vsake paštete, ampak v tem, da so bile pač izrečene stvari, ki se potem niso zgodile. Torej, vsebina sama. Torej, a lahko govorimo o tem, lahko se reče na kako vprašanje, tega v tem trenutku ne vemo, tu še nismo usklajeni, bomo nekaj naredili, ampak ne vemo točno kaj. Ni to nič narobe, ne? Hočem reči, jaz sem imela recimo ta nek hecen občutek je bil po vrhu koalicije, sva bila midva tam, ne? Kateri zdaj? Tem, Po novoletnem. Po novoletnem, ki je bil po 10 mesecih prvi, ne? Ko sploh nismo vedeli, ali bodo SD-ovci prišli ali ne. ne. Potem prišli 2 fototermina, eden brez SD-ja, potem z SD-jem. No, po tem sestanku tudi predsednik vlade je prej odšel, no, so govorili torej Boštjančič in Mesec in Han. Ampak mi smo vprašali, torej vi ste se pogovarjali o prioritetah za letošnje leto in kaj so te prioritete? In prav zares nismo slišali. Jaz razumem, da ne morejo zdaj v tem trenutku spet reči, edino Luka Mesec mislim, da je rekel, no, jaz pa lahko rečem zase, da je pač prenova pokojninskega sistema. Ker to moramo, ne, to smo se zavezali, da bomo. Ne, okay, to je... Torej, obstaja pa ta nek občutek, ravno to se mi zdi, torej, ko smo govorili jeseni, ne, ko so bili tisti vsi odstopi ministrov in razrešitve, ne, zdaj pač ta afera je bila, te afere so bile, zdaj pa začnemo delati, ne, začnejo delati, da se razume. In zdaj imamo sodno stavbo, no, zdaj bo to minilo, zdaj pa začnemo delati. Celo Tanja Fajon je takrat rekla, ljudje imajo preveč občutek, da se ukvarjamo sami sabo. Takrat jeseni in kaj smo dobili zdaj takoj po novem letu? Vse to sta odlično povzeli v bistvu, ne, ali bo, torej zdaj ponovno še enkrat več ta točka, ali bo premier vendarle prišel z neko agendo, z nekim fokusom, z nekimi prioritetami, pa jih je lahko verjetno bistveno manj, kot je on prvo leto sicer naložil na svojo delovno mizo. Ali pa bomo gledali pač ta prosti tek, zatečeno stanje, to praznino vsebinsko, o kateri si Suzana ti govorila in ne, v redu, vse te stvari, stavke, tudi neprijetne premijeve afere, zgodbe so zdaj seveda zanj dobro nekoliko zaplavale v ozadje, ampak vsi problemi so ostali, ne. In medtem ko opozicija, vsaj opozicijski lider ima svoje zgodbe nastavljene, vlada nima nobene zgodbe, ne, nima nobene smeri, nobenega kurza. In to je zdaj vprašanje, ali je v tej tišini, v katero se je malo umaknil, vendarle uspel kaj vsebinskega nastaviti ali ne. Zdaj nisem prepričan, ampak v vsakem primeru, če se to ni zgodilo, bodo evropske volitve in morebiti njihov razplet samo dodaten katalizator sesuvanja in v bistvu pot k nekim novim političnim konfliktom. Oprosti Suzana, a kdo res pričakuje, da se bo zdaj do evropskih volitev te 4 mesece ali koliko je ostalo stvari umirjale, da se bodo res posvetili delu v vladi, da bodo partnerji koalicijski, ki so drug drugemu konkurenca, ne nasprotnemu političnemu polu. Ker malo so se nasmihali en drug, ko je prvi imel, pa ko je drugi imel, pa ko, a ne, ker malo so, zdaj pa nismo več mi, zdaj pa. Ne, mislim, a bojo res zdaj v teh 4 mesecih se pač ukvarjali z vlado in ne z rovarjanjem drug proti drugemu, ne vem. Jaz imam še eno vprašanje o Dominiki Švarc Pipan, pa gremo potem na Levico, pa potem na Logarja in Janšo. Kakšna je izpadla Dominika Švarc Pipan? V javnomnenjskih merjenjih Mediana za delo se je povzpela na 5. mesto, še nikoli ni bila tako visoko, Fajon še nikoli tako nizko. Ampak kakšna je izpadla kot političarka? Razumem, priljubljena je. Kakšna je pa Metka? Jaz jo vidim kot Tatjano Bobnar SD-ja. Pač to se je zdaj njim zgodilo, to, kar se je pač Gibanju Svobodo dogajalo celo lansko leto. To zdaj se bo verjetno SD-ju dogajalo celo letošnje leto, tako bi rekla. Zdaj je samo vprašanje, torej kako bo ravnal predsednik vlade, ker spet neki indici so, da je Dominika Švarc Pipan tudi po nekaterih merjenjih vendarle zdaj s to svojo pozicijo, čeprav je spreminjala
svojo zgodbo. In tudi v enem trenutku je rekla, tisto sem kar malo zastrigla, jaz doma sem gledala, no, kar je rekla, za mene je zgodba končana. Ja, zakaj še potem ostaješ na položaju? Ne, še prej, pač, ko je razčiščevala tako vsebinsko, ampak tako je rekla v nekem trenutku, ko je bilo, ne bo še zgodba končana. No? Ampak javnost jo vendarle zdaj dojema kot nekoga, ki je pač kot češ neki žvižgač, ne? In slišati je, da se pač ta politični kapital ne zapravi kar tako, ne? Torej, da se lahko, da se bo Gibanje Svoboda poskušala nekaj s tem kapitalom narediti, ne? Ampak se jaz potem vprašam tukaj potem, če bi Robert Golob jo vzame na tak ali drug način, torej pod svoje okrilje, ne, potem on v bistvu to, kar je Nataša Pirc-Musar, ne, njemu. Torej, ta krog se sklene, ne, torej, in smo v teh neskončnih nekih igrah, ampak... Na dvoru. Ja, veš, kaj meni se cela zgodba zdi v bistvu fascinantna, ne? Ko jo bomo gledali čez nekaj let, ali pa se bodo z njo ukvarjali ali raziskovalci, ali pa študentje v kakšni diplomski na FDV-ju, bo zanimivo v bistvu ugotavljati, kako je Dominiki Švarc Pipan v bistvu uspelo narediti takšen neverjetno obrat v javnem mnenju. Od krive, politično odgovorne, malomarne, negospodarne, do skesanke, žvižgačke in tako rekoč v bistvu neke... Borke proti korupciji in čiščenju SD-ja in vsega. V bistvu je to mogoče celo več znanstvenih disciplin bo lahko nekoč pogledalo, ker to zgodbo je bom rekel, z zelo odločnimi, tudi čustveno, zelo senzibilnimi nastopi nekako uspela popolnoma preokviriti v lastno korist in v škodo njene dovčerajšnje stranke. In to z pozicije podpisnice pogodbe. Vse zato je toliko fascinanten ta okvir in eden izmed članov SD-ja, s katerim sem se neformalno pogovarjal te dni, mi je dejal, da če jih je kaj v zadnjem času ona tudi naučila, je to, kako je treba zgodbe komunicirati. Ne? In da jih je treba komunicirati in da je treba v bistvu pač 5-krat iti pred medije, 5-krat neke stvari mogoče obrniti, drugače povedati, ker cel ta obrat je neverjeten v bistvu. Ne? In tudi javnomnenjska podpora to kaže. Na kakšni točki je pa druga manjša koalicijska partnerica Levica po aferi Kordiš? Miha? Zdaj, Levica je čisto druga zgodba kot recimo SD. Ne? SD je, je transparentna stranka. Ne? O njih praktično znemo vse. Vsak kolegi predsednice pride v javnost, vsak kot Desus včasih, če smem pripomniti. Vsak interni sestanek, vsak kolegi predsednice sve stranke, skratka vse pride ven in potem mi člani SD jamrajo po telefonu, kako vse pride ven in to jamrajo novinarju. Ne? To mi je najbolj v bistvu hecno. Ne? Levica je druga zgodba. Tam ne pride nič ven, še niti najbolj očitne stvari ne pridejo ven. Miha Kordiš, ne moramo reči, da je presenečenje. Ne moramo. On je že od samega začetka, odkar so se oni, bom rekel, združili še 2014 pod dežnikom Združene levice, je bil on tisti, ki je bil najbolj glasen, ki je bil najbolj radikalen, ki je najbolj, bom rekel, burkal interno in tudi zunanjo javnost. Ampak ta dogodek je pa bil presenečenje, ne? Absolutno, celo. Pazite to, tako veliko presenečenje, da še preden, torej, da ko so se poslanci že odločili, njegovi kolegi 4, ne, kaj bodo z njim naredili, tega ni vedela še niti koordinatorica Levice, kolikor vem. Ne. Kakšno presenečenje. In zdaj se tu vprašanje, a bi prejšnji koordinator Levice to vedel ali ne, Luka Mesec, to je še eno vprašanje. In še en vidik, ne, ta isti človek, ki ga zdaj oni mečejo iz poslanske skupine in iz stranke, sveja iz poslanske skupine ga ne more vreči nihče, ne, to je jasno, lahko gre samo sam, je bil še dobro leto nazaj po njihovem mnenju najboljši človek za to, da postane predsednik Republike Slovenije. On je bil njihov kandidat na predsedniških volitvah. Kaj to torej vse pove o tej stranki in o razmerah v tej stranki? Pa ne samo to, on je dobil na glasovanju, tem zelo demokratične, ki ga imajo v Levici za svet stranke, dobil
daleč največ, ampak največ glasov. Njegovo levo krilo, ne? Tako, ampak jaz se sprašujem tukaj, jaz mislim, da je to ravno zato z tega vidika PR-ovskega, če ugotavljamo pač te luknje, ki jih imamo, Gibanje Svoboda in pa SD, ki jih imajo v teh nekih komunikacijskih strategijah, se mi pa vendarle zdi, da tu Levici gre bolje. In jaz mislim, da ni slučaj, da se je to zgodilo zdaj v tem času, ker v bistvu bi se veliko več s tem ukvarjali, če pač se ne bi dogajalo še vse ostalo zraven. Pa to je pač Levica nekje tako, nikoli ni prišla do samega vrha televizijskih oddaj, ne, zdaj v tem trenutku. Ampak noben od nas tudi ni opazil, da Kordiša že 3 mesece ni, ne, pa noben od nas se ni spomnil, da bi mogoče vprašal. Se še kakšnega drugega politika se v poslanskih klubih redko vidi. Ampak zanimivo, par dni pred incidentom me je nekdo v nevezanem pogovoru ravno vprašal, kje je Miha Kordiš. Nekatere teme, ki se ta hip odpirajo, so bile kot naročene zanj. Od Gaze, ne nazadnje tudi do sodne palače. Jaz bi rekel, da je bilo to na nek način nepričakovano presenečenje. Zakaj? Miha Kordiš je nevoden projektil od začetka projekta Levice, je enfant terrible te stranke, na nek način se je tako sam postavil in na nek način je vodstvo tudi odgovarjalo, da imajo nekoga takega, ker so mogoče sami se lahko v neki točki deradikalizirali oziroma prikazali manj skrajno levi, ker so imeli pač to tako imenovano Kordiševo linijo. Tako da ta incident ali pa neki večji incident, ker incidenti v tej stranki na kongresih so že bili, seveda, se je na nek način samo čakalo, kdaj bo. Ne. Zdaj je pa vprašanje, kaj bodo posledice. Ali bodo posledice tega večje, torej da bo prišlo v bistvu še do nekega kroga, bom rekel, čiščenja nekih dodatnih levih radikalnosti v stranki ali ne. Se bo pokazalo okoli tega, koliko ljudi v stranki bo na nek način stopilo za Kordiša. Domet Mihe Kordiša se je na predsedniških volitvah pokazal. Ne? In ne glede na to, da je potem ta njegova struja v internih bojih dobila velik delež, se je vendarle tam izmeril in na nek način se je videlo, da kot lider Levice ne more funkcionirati. Je bilo pa na nek način pričakovano, da bo se znotraj strankarska dinamika pospešila in na določenih delih izbruhnila, glede na to, da so zdaj prvič v vladi. Še vsaki, bom rekel, bolj radikalni levi stranki, ki je šla v vlado, se je na neki točki to zgodilo. Seveda Levica v Sloveniji ni in najbrž tudi nikoli ne bo tako velika, kot je bila recimo Siriza, ne, v času, ko je zmagala v Grčiji in je potem tudi prišlo do razkola. Skratka, to ni nekaj specifičnega za Slovenijo, to, kar se zdaj Levici dogaja, odkar je v vladi. Pojdimo zdaj k SDS-u in Janši. SDS je včeraj, torej v sredo, danes je četrtek, ko snemamo. Še uro povej. Še uro povem, ne, če se bo kaj zgodilo vmes. Posredovala seznam poslancev SDS, ki so na podlagi poziva izvršilnega odbora stranke podpisali to izjavo, v kateri so se zavezali, da bodo do konca aktualnega sklica parlamenta, tako v parlamentu kot izven njega delovali kot člani Slovenske demokratske stranke in poslanske skupine. Zdaj, Irgl, Logar in Kaloh niso noter. Kaj pomeni ta izjava in predvsem kakšne bojo njene posledice? Kakšne bodo posledice? Bomo videli, no, ampak pač, kar je najbolj fascinantno okrog tega je, da Anže Logar še kar ne popušča in še kar pravi, čeprav je zdaj že mu bilo poenojeno, no zdaj pa res lahko greš, pa še kar ne gre. Ne. To je zdaj pač ta res zanimiv potek dogodkov, ki pa zdaj postavlja nekaj pod vprašaj, kar pa mogoče tudi nekako domišljeno, ne vem. In sicer zdaj mogoče niti več ni, ko smo se pogovarjali, ali je to zdaj vse usklajeno med dvema akterjama ali ne. Se zdaj zdi, kot da več niti ni relevantno, ker tudi, če je bilo prej usklajeno od začetka, recimo pa izgledalo, da imamo režiserja in glavnega igralca, imamo se zdaj zdi režiserja in pa statista še samo, ki pač temu samo sledi. In pač učinek torej, slabenja tega potencialnega naslednika je pač absolutno viden. Torej, govorimo o tem, da ravno preden smo šli snemati, smo objavili članek, v katerem Logar, tudi po tem, kar je včeraj Janša rekel, pri nas, pri tebi v N1 studiu, po vsem tem Logar še vedno pravi, da ne bo svoje poslanske skupine imel.
čeprav je Janez Janša v tem studiu pač direktno rekel, da je to zdaj to, ne? Da gre vse v tej smeri, da bo pač nastala samostojna poslanska skupina, sploh ker so v bistvu presenetljivo zdaj kar naenkrat 3, ne? Tudi Dejan Kaloh, ampak o tem, ta del bom mogoče vama prepustil. Ampak kar se pa samega Logarja tiče, lahko bi o tem govoril najbrž celo uro, ampak mogoče, če strnem na kratko, torej Logar se je na neki točki odločil, da se bo odcepil, da ne bo tisti, ki bi morda na neki točki prevzel vodenje SDS, čeprav ne prevzeti tako stranko je seveda odlično. Dokler se Janša ne bi sam umaknil, je tudi težko prevzame. Očitno ne verjame, da bi se Janša kdaj zares umaknil. Ja, to je en del njegovega razmisleka in najbrž pri tem ni osamljen. In potem se je začelo, ne, je naredil platformo, Janša rekel, ok, zdaj pa pejdi odstopi kot predsednik sveta, mu je to rekel večkrat in si je Logar vzel, ne vem, pol leta časa in potem je to naredil in potem so se začeli tudi javni in poljavni pritiski, zdaj pa do konca leta se še odloči, ne, ker se je o ničemer ni izjasnil. Njega so vse živo spraševali v stranki, ne bom, ne vem, nisem se še odločil, ne, in so oni to razumeli, ok, in sprejeli celo izjavo. Ni več nobenega dvoma, da Anže Logar ustanavlja svojo stranko in do konca leta je čas, da urediš statusne zadeve. On jih ni, potem je sledila naslednja stopnja in to je ta izjava, ne. Janša je to zapakiral, in res se na Jelko Godec obrača veliko članov, tudi na Janšo seveda, kaj je zdaj to, kaj se dogaja, ne, in v ta namen, da se stvari pač razčistijo, ker Logar sam ne bo naredil nič, so pač vsem poslancem dali to za podpisati to izjavo in so pač ven padli 3, ne. Moje razumevanje tega je, Janša hoče, da Logar gre, izključil ga ne bo. Tudi včeraj v tem studiu je rekel, mi nikogar ne izključujemo, tle sem zaznal pod to, nismo mi Svoboda, ne, da kar tako čez noč izključujemo. Logar bi si želel, da ga izključijo, ker bi izpadel žrtev in bi mu to v nadaljevanju koristilo. Janša to ve in mu tega veselja ne da. In zdaj se pač dajeta med sabo in zdaj bomo to gledali in seveda jim bodo vsem 3, ker ne bodo šli očitno 6 poslanske skupine, in ne morejo jih ven vreči, lahko jim vzamejo vse odbore, lahko jih odrežejo od odločanja, od razprav na poslanski skupini in vse živo. In tudi čas torej za razpravo, ki jim se odmerja znotraj poslanske skupine, ga pač ne bodo več imeli. Ampak s tem, ne, kar se je danes zgodilo, oziroma kar je Logar zdaj odgovoril, ne, mislim, da si ti prej se vprašala, a kdo to sploh še razume. Si tako rekla? Ja, točno tako. Ja. Ali to sploh kdo še razume, ampak se mi zdi smiseln ta scenarij. Torej, morda pa je to spet, ne, zdaj spet vidim naslednjo poglavje. Da pač morda pa je, pač pa ta vloga žrtve, da se mogoče v tem smislu pa potem zdaj pa postavi na novo, ne. Prosti Matija, ne. Vsi pravijo, pa kje so zdaj te vsi silni imperialni mediji, zakaj ne napadajo Anžeta Logarja, še vedno, bom rekel, zelo z občutkom poročajo o njem, o njegovih aktivnostih ali pa sploh ne. Skratka, ni teh silovitih napadov, ki bi jih morda kdo pričakoval. Obstaja zavedanje in to je jasno, da pač Janša bo naslednjo vlado, če zmaga na volitvah, zelo težko sestavil, če tam ne bo pač nastopil tudi Anže Logar. Torej ga potrebuje, zato ga še ne more zrezati kot salamo, če uporabim ta ponarodel že skoraj izraz. Ja, zdaj ta točka, ki si omenil, torej točka, ko se, bom po štajersko rekel, sketne spusti imperialne medije, ne, je neka točka ali lakmusov papir, ne, po katerem bi se nekako videlo, da je zgodba popolnoma nesinhronizirana in v ničemer dogovorjena in da pot Anžeta Logarja prvič v njegovi karieri teče spontano stran od svojega političnega očeta in mentorja, ne. In ja, res je, tega Rubikona očitno Logar še ni prestopil, ali pa ima Janša tokrat v ozadju drugačen razmislek, kajti vemo, kakšna je bila usoda političnih upornikov na nek način znotraj Slovenske demokratske stranke. Zdaj, če bi me nekdo vprašal, ko je Anže Logar za tisto govornico predsedniško po porazu na predsedniških volitvah napovedal nekaj velikega in se je potem začela rojevati zametki platforme sodelovanja, bi z prve žoge absolutno stavil na to, da bo Janša kot že večkrat v svoji politični karieri enostavno razpršil svoje politične naložbe, ne, nekako večkrat je že stavil na različne satelitske projekte, ki pa so bili seveda neuspešni, ker so bili izrazito
radikalni. Ne? Govorimo o Brščiču, Primcu in tako naprej, ki so poskušali zajeti tisti manjkajoči del volilnega telesa, prebiti tisto blokado, ki SDS-u ponavadi onemogoča sestavo koalicije. Zdaj pri Logarju se je vmes seveda zgodilo že marsikaj drugega, kar kaže, da odnosi med njima niso več takšni, kot so bili. Vendarle pa o Logarju in njegovem političnem projektu ta hip ne vemo praktično nič. A ve Logar? Mislim, da niti on točno ne ve. Logar ta hip stavi enostavno na v bistvu preverjeno Pahorjevo v bistvu politično formulo. Manj, ko povem in bolj odločno, ko se do česarkoli opredelim, tem boljše zame in za rejtinge. Ne? In ti obiski po terenu in neopredeljevanje in intervjuji, ki pač ponujajo roke na vse strani, gor, dol, levo, desno, pač kažejo, da teh kart ne želi razkriti. Z stopnjevanjem pritiska v SDS-u pa se mi zdi, da je začel nekako še umikati svoje komunikacijske strategije oziroma manj komunicirati svoje načrte. Ampak bistveno v tem projektu bo seveda, ali bo Logar je enačaj SDS uspel v tem nekem času vendarle presekati. Ne? Ker slovensko volilno telo in člani Janševe stranke Logarja dojemajo kot njihovega in če bo Janša ukazal, da Logar ni več prava izbira, potem pomeni, da bo imel velike težave pri nabiranju volilnega telesa. Ker bistveno dlje od desne sredine bo pa seveda Logar težko pobral. Od desne sredine govorimo o liberalne, zmerne desne sredine, da bi šel recimo posegel na levico. Težko verjamem, kljub temu, da je rdeča cunja za SDS v obliki oziroma v podobi Jerneja Pikala seveda tudi v tej družbi. Ampak mislim, da torej zmerna desnica in sredina sta v bistvu edini volilni bazen, ki je Logar ostal v tem volilnem bazenu, pa se bo zagotovo v naslednjih 2 letih zgostilo ali pa ponovno poskusilo zgostiti še kar nekaj političnih projektov. No, ker Janša je včeraj v tem studiu Miha tebi rekel, on je prepričan, da je cilj Logarjeve platforme sodelovanja onemogočiti zmago SDS na naslednjih volitvah. Ja, to je rekel, a je res to Logarjev cilj po vašem mnenju? Ne. Jaz tega ne bi rekla. Jaz bi rekla, da bi šel tukaj da bi se temu projektu pridruževal kot manjši partner. No. Vsekakor pa to pa tudi ljudje okrog njega znajo med zobmi vse povedati, da je pač prihajajo te trenutki, ko bo moral pokazati pogum. To besedo sem jaz slišala večkrat v zadnjih par mesecih, no, da pač mora izgledati, da voditelj, če to želi biti, ima pogum. Politično neko hrbtenico. Ja. Ampak se je, oprosti Suzana, tisto, kar sem prej omenil, a se je Janša v bistvu sam, če tako rečem, po domače zaklal, ko je pač dal to izjavo za poslancem podpisati, ker je zdaj neprečakovano ven padel Dejan Kaloh. Zdaj, kolikor poznamo Dejana Kaloha, on, tako bom rekel, po načinu vodenja politik in tako naprej, po načinu komuniciranja in usmeritvi, absolutno ne sodi k Anžetu Logarju in Evi Irgl. Kaj se je z njim zgodilo? Kaj se je zgodilo? Ja. Kalohovo ime je tudi zame na nek način presenečenje. Kaloh je tudi še v zadnjih tednih in zelo nedavno nastopal v imenu SDS-a, komuniciral nekatere zelo stvari in projekte stranke, kot je interpelacija. Tudi v Mariboru je nekako figurira kot absolutno vdan, lojalen in pa pravoveren vojak na nek način stranke, ki je v bistvu tudi neko politično socializacijo dal skozi stranko. Zdaj, v Mariboru so se stvari nekako prerasporedile znotraj SDS-a. Prihod Franca Kanglerja seveda niso še zdaleč ne vsi pospremili z aplavzi in z ovacijami, ampak je bilo kar nekaj negodovanja in nezadovoljstva. In to nezadovoljstvo se zdaj ves čas kaže. Ne? Zdaj postaviti tezo, da je Kaloh užaljen zaradi Kanglerja ali pa zaradi nekaj kritik, ki jih je nedavno slišal v Kamnici na enem izmed strankarskih srečanj, bi bilo poznavajoč karakter Kaloha, ne nazadnje je on že šel skozi nekaj političnih porazov, tudi kar drzno. Ne? Tako da je v bistvu njegovo ime kar enigma na tej trojici osumljenih političnega prevrata, ne? Ali kakorkoli. No, ampak je pa včeraj... Prosti, Ne, izvoli.
to, kar še nismo čisto do konca razčistili. Zdaj, če je pač ta scenarij, da se on priključil temu zaradi števila, torej da so 3, da lahko ustanovijo poslansko skupino, se tukaj zelo zanimivo drugače bere Poslovnik Državnega zbora. Ste šli to včeraj gledati? Sem ugotavljal zvečer. Torej, Poslovnik Državnega zbora pravi, da imaš ti lahko samo eno poslansko skupino nepovezanih poslancev. Ampak imaš pa tudi možnost, če pride do razpada oziroma razdelitve ene poslanske skupine, v tem primeru SDS, na 2 politični stranki. Torej, ena je SDS in eno je nova politična stranka, Platforma sodelovanja ali karkoli to že je. In v tem primeru, ampak v tem primeru morajo biti iz iste poslanske skupine vsi. Mislim, da je bil takšen primer za Resa. Tako je, to imamo v spominu, da, in torej v tem primeru, ker menda se je Mojca Šetinc Pašek ustrašila, da zdaj pa ona ne bo mogla delati svoje. To je bil zanimiv, ker piše, dikcija je v tem členu, torej, da imajo pravico ostali nepovezani poslanci se priključiti tej ustanovljeni skupini nepovezanih poslancev. Ne bi bila zelo zanimiva druščina, ne? Ti 3 SDS-ovi poslanci plus... Pa še potencialno Kordiš. Pa Mojca Šetinc Pašek. To bi bila semaforska koalicija poslovinska. Ampak to je ta Mavrična koalicija, širina in to sodelovanje. Tudi, če poslušamo, kaj je Logar danes rekel, torej on pač nima namena. On bo ostal v poslanski skupini, pravi. Ja. Očitno gre za neki power play zdaj, kakoli med njima. Luka Lisja Gabrielčič na Twitterju pravi Logarju s tem, da se pusti dobesedno pehati v izjavljanje o svojih namenih, izgublja vso verodostojnost in zapravlja moment. Ne? To je ta kapital, o katerem smo govorili po predsedniških volitvah. Ne? Oziroma, pravi Luka Lisja Gabrielčič, ga je že davno zapravil. Kljub temu, če se bo primadona vendarle opogumila in dala karte na mizo, bo po mojem še vedno dovolj ljudi, ki bi bili pripravljeni voliti za njegovo stranko. Ne vem pa, ali bo v njem še kdo videl liderja. Se strinjate? Ja, jaz sem z Luko Lisjakom včeraj govorila, je enako zelo podobno povedal. Kar pa je se meni zdelo še tudi posebej zanimivo je, da vse ta del drži, ne, ampak hkrati pa je on še vendarle pač nekako rekel, da če bi da ga SDS še vedno vidi kot nekega potencialnega partnerja in da bi lahko to tako vzel zaradi tega, ker če ga ne bi, potem bi bila ta kampanja torej proti njemu veliko bolj ostra, kot je vendarle zdaj. Tako da ja, seveda, hkrati je tudi rekel, da pač bo prišel trenutek, ko bo pač seveda, če se bo politično želel aktivirati, pač moral začeti govoriti, da zdaj ima čisti, kar se tiče lestvic priljubljenosti, čisti efekt nepojavljanja, ne? In da je Janez Drnovšek rekel, da tisti, ki pač ne dela, se ne moti. Tudi napak ne dela. Tako, jaz bi se kar strinjal z Luko Lisjakom Gabrielčičem, radi ga poslušamo in beremo res odlično v besedi svoje misli. O tem vprašanju momentuma, ne, o vprašanju unovčenja političnega kapitala. Ne. Pa to vprašanje se pri Logarju od predsedniških volitev dalje pojavlja in se nekako ni razrešilo. Zdaj, kar je bistveno vprašanje, pa je, kdaj torej bo in je tisti trenutek, ravno za voljo, verjetno, ker se zaveda, kaj sledi, ne, ko bo vendarle predstavil svoj torej tudi politični, ne samo nek društveni projekt. Zdaj, nekateri pravijo, da bo skrival karte do zadnjega, ne, torej na evropske volitve ne gre, da bo v bistvu čakal preventivno do tega, ko se bo nekako izkristaliziralo, ali bomo v Sloveniji šli na redne ali na še kakšne naslednje predčasne volitve. Ampak mislim, da ta balon počasi pušča. Balon, ki nima vsebine v slovenskem političnem prostoru, izgublja v bistvu tudi ljudje, ki ta balon vidijo in ga gledajo. Pa še ena težava je, ki jo jaz tukaj vidim, je, torej, da če bi on šel v ta projekt torej samostojno in pač z neko seveda idejo, ne, v tem času pač seveda ti rabiš ljudi za ta projekt, ne, okrog sebe, teren, ne, in se mi zdi, da ravno s tem, ko se pusti pozicionirati, isto kot je rekel Luka Lisjak, pač izgublja to privlačnost, ki bi lahko potencialno pač se komu zdela, ok, to pa je res to, ne. O momentu, ne, mislim, da je bilo oktobra po tistih aferah v vladi, ko je res en teden pokalo na vse možne načine, je bila tukaj med drugimi sogovorniki tudi Alja Brglez, ne, in ona je takrat tukaj v NN podcastu razlagala,
Torej, na zelo konkretno vprašanje, ali bi Logarju svetovala naj pohiti zdaj stranko, je med drugim odgovorila, da zdaj verjetno je čas, da je treba o tem začeti razmišljati. Ne? Pomembne so se izdele evropske volitve, ki bodo prihodnje leto. Citat, ni več 2 leti časa za lagodne, počasne razmisleke. Zdaj, to je šlo mimo, ne? Pa sej, jaz mislim, da on absolutno razmišlja o tem, da ima stvari izdelane, ampak on, kot kaže, pač hoče iti korak za korakom in pač tudi ne bo tudi zaradi nekega vtisa dovolil Janezu Janši, da mu diktira tempo. Ne. Je pa res, da obenem izpada neodločen, torej, da ni odločen, torej se strinjam z Luko. Torej, do zdaj mu tega niso zamerili, ne, volivci? Do zdaj ne. Kolikor vem, tudi Janez Janša misli, da bi on moral iti čim prej ven, ravno zato, ker pač tako misli Janša, da pač ljudje v Sloveniji skočijo na prvi novi obraz, ki se pojavi. Je pa res, da ta novi obraz tokrat ni na levi. Novi obraz pod narekovaj, seveda, že Logar ni novi obraz, ne? Ampak da se ga projekt. Pač... Nov projekt pa, nov politični projekt pa, ampak ta nov politični projekt ni na levi. Tako da jaz ne bi zdaj to rekel, da upal si trditi, da je enako z novimi obrazi na desni ali levi. No, ampak je pa še vedno velik bazen te sredine, ne? Tako si rekel, da mogoče tu zmerni ta pol, zmernejši pol desnice, seveda, ampak hkrati pa pač ta sredinski. Ne? Zdaj, za neko malo ljudi, ki so pozicionirani malo levo od centra, bi si težko predstavljal, da bo Anže Logar za njih izbira ravno zato, ker je bil v bistvu ves čas nek politik SDS-a. Prve javnomnenjske raziskave in sondaže, tako take, ki so bile objavljene, kot tudi kakšne, ki so bile za kakšne interne potrebe, so seveda pokazali, da bi Logar v prvi vrsti se zažrl v bazen SDS-a. Jasno je, da ima seveda tudi na desnici Janez Janša kar nekaj ljudi, ki menijo, da je čas za njegov umik, ki bi bistveno raje videli predvsem, da bi Logar ne šel v nov projekt, ampak da bi prevzel SDS. Zato pa je v bistvu vendarle videti nekaj nervoze pri prvaku glavne opozicijske stranke, ker zadnje tedne izrazito intenzivira svojo pojavnost ne samo v medijih, ampak predvsem tudi na terenu. Janša, za razliko od slovenskih strankar, on dela za volivci, hodi po terenu, hodi na predstavitve knjig, na pogovorne večere, na razna omizja in na nek način v bistvu mobilizira in drži v napetosti svojo bazo za vse različne scenarije, ki jih očitno preigrava. Ampak to je samo držanje, oprosti, svoje baze. Pač ne pridobiva novih. To je pa ta stekleni strop, o katerem smo se v vsakem takem podcastu po moje govori. Ne? Še ena... Ampak ne želi, da mu Logar to bazo razumije. To je pa res. Sploh tudi, ker je rekel, tudi v tem studiu včeraj, da je to projekt Virant 2. In on Viranta krivi za to, da je izgubil tiste volitve 2011, čeprav je bil prav Virant tisti, ki je omogočil njegovo drugo vlado, potem ko Zoranu Jankoviću ni uspelo. In to se zdi verjetno kar realen scenarij, kaj bi se zgodilo, ne? Ker po volitvah, dan po volitvah se vse na novo prešteva. Ja, pa ne bo platforma sodelovanja rekla, da ne bo sodelovala. Ne? Seveda. In to s človekom, ki mu Anže Logar dolguje vso svojo politično kariero doslej. On je bil zunanji minister. To dolguje Janezu Janši in stranki. To je nesporno. Jaz bi se samo mogoče nate navezala. Ne? Zdi se, veliko več se pojavlja Janez Janša zadnje čase, tudi v medijih. In on je politik, ki tudi prilagaja svojo narativo publiki. Ne? Torej, ko hodi po terenu, ko tvita, še vedno tvita enako kot stari Janša. Medtem v studijih, že vidimo bolj ta zaobljene robove in malo bolj ovčjo kožo. Ne? Ja. Če ni zoprnih pod vprašanj. Ampak še vedno se mi zdi, da ne glede na to, pač obstaja velik del ljudi, pač ima veliko odbojnost, ki ga nikoli ne bi volili, medtem kot Logar. Tega pri Logarju ni. In jaz to sem hotela prereči, da je pa še ena spremenljivka v tej enačbi in to pa je uspešnost zdajšnje vlade. Če bo to cel mandat in če bo 4 leta in če rezultatov ne bo, potem bo kdo, ki ni povsem
pač recimo na skrajnem polu te politične premice, torej na skrajnem levem polu, ne, bo pač rekel, pač levičari pač ne znajo. Ne? Janše pa nočem. Janše pa nočem in tu je ta manjše zelo bo Logar. Tu ima Logar, ja, ampak tudi Logar bo pač skočil v vlado z Janezom Janšo, ne, če bo do tega prišlo. To in o tem se bo zagotovo vrtelo veliko vprašanj na predvolilnih soočenjih in tako naprej. Zdaj, Janša je, če se spomnimo, pred novim letom še razlagal o tem, da bodo neka prelomnica evropske volitve, da potem se bo slovenski politični prostor zatresel in začel oblikovati na novo. Afera Sodna stavba mu je seveda zdaj odprla vrata, da je intenziviral svoje delovanje in se mi zdi, da na 3 ravneh on vodi zdaj svojo zgodbo. Ne. Ena je seveda zdaj pritisk na ranjeno, oslabljeno in dodatno z aferami obremenjeno vlado. Ne, tu vidimo izredna seja državnega zbora, korupcija, shod proti korupciji. Z razliko od ostalih je postavil, kot sem že prej rekel, okvir za evropske volitve, migracije, zeleni prehod, kmetje, tudi nekatera identitetna vprašanja, ki ga potem bolj na skrajno desnico uvrstijo. In pa na drugi strani Janša on tour, ta pa je za notranjo javnost. Ja, tako. In hkrati za notranjo javnost tudi to, kar se dogaja z Logarjem. Točno tako. Ja. Jaz mislim, da tudi lista, ki jo je sestavila SDS za evropske volitve, daje SDS-u več možnosti, glede na to, kakšen bo rezultat. Gor so ljudje, ki pač so absolutno radikalni znotraj SDS-a, obenem pa tudi priljubljeni. In jaz bi rekel, da se bo Janša tudi glede na rezultat, kdo bo dobil od njih največ preferenčnih glasov, kdo bo izvoljen in tako naprej, odločal o tem, kakšna bo politika stranke v nadalje. Jo še bolj zaostriti ali iti iz Evropske ljudske stranke celo, a ne? To mislim, da bo... Visi v zraku, ne? Ja, on je javno rekel, kolikor vem, da če bo, oziroma vem, da nekateri člani SDS absolutno, vidni člani ne skrivajo, da če bo šla EPP, torej Evropska ljudska stranka, ponovno v koalicijo na evropski ravni s socialisti, tako kot vedno doslej, da potem SDS v EPP nima več kaj iskati. In bi šla torej med bolj desne, torej tudi skrajno desne evropske politične skupine. Imamo 2, ne? Ena je ECR, ena so pa identitarci. Jaz sem zelo vesela, da si ti prej pripeljala nazaj na vlado, pogovor, in da je to del te enačbe, ki jo moramo v zakup vzeti in ki jo tudi moramo terjati, verjetno kot državljani jo morajo terjati. Kaj je za zaključek, za finiš tega, hvala za debato, res je bila dobra, vsi ste odlično povzemali svoje misli, ampak za zaključek, kaj bi odgovoren predsednik vlade moral v naslednjem letu narediti? Vemo, kakšno koalicijo ima, vemo, kakšno rekordno število poslancev ima, kaj država terja od odgovornega politika v tem trenutku. Jaz mislim, da reforma plačnega sistema v javnem sektorju in širšo prenovo javnega sektorja. Jaz mislim, da je tukaj ključ do tega, ali država ostane ali pade. To, kar se zdaj dogaja, vali stavke in vse to. Moramo vedeti, da to, kar ne poudarjamo, je, da v tem trenutku imajo stavkovni sporazum, mislim, da s 4 razredi več podpisan tudi učitelji, ki ne stavkajo, ki so dali priložnost pač tej vladi, dajmo se do septembra zmeniti. Ob vsem kadrovskem manku in ob vseh seveda nizki brezposelnosti, ki seveda pač omogoča izbiranje pravzaprav tako poklicov kot delovnih mest, mislim, da je to ključno za obstoj države. Če tukaj, in seveda, da ne govorimo seveda o zdravniki, to seveda sodi vse v ta paket. Če ne bodo tukaj našli pametne rešitve, potem mislim, da bo država... Ne vem, če bojo potem uspeli priti do konca mandata, to pa res mislim, da ne. To je moje mnenje. Odgovornost vlade? To, kar je rekla Metka, absolutno podpišem. Ne, tudi javni sektor ne bi bilo nobeno presenečenje, če bi šel v naslednjih mesecih na ulice. To je težko zaustaviti potem ta val, ko se enkrat sproži. To je eno. Drugo pa, kar se mi zdi najbolj pomembno, kako bi moral ravnati odgovoren politik. Postaviti interese države in vlade pred interese lastne stranke. To. Zelo dobro povedano. Golob obstane ali pade na tem, ali bo uspel najprej zapreti zgodbe, ki jih ima zdaj vse popolnoma odprte, pri čemer je, mislim, da
ključno bojišče interesov političnih, lobijskih in drugih ostaja zdravstvo. Talci in pa žrtve tega spopada, ki ga gledamo in ki ga vlada neuspešno zapira, v bistvu zdaj že skoraj 2 leti, pa so seveda pacienti. Tako da zdravstvo se mi zdi najpomembnejša in najbolj nevralgična točka družbe, države, nas kot skupnosti, ne nazadnje, ker šele potem, če bodo uspeli karkoli v zdravstvu spremeniti v dobro pacientov, se bodo začele podobne zgodbe pojavljati tudi v ostalih podsistemih. Na podoben način se stvari seveda krhajo v šolstvu in v nekaterih drugih zelo pomembnih strukturah države. Tako da Goloba čaka izjemno težka naloga, da bo v bistvu izplezal iz nezaprtih oziroma iz odprtih zgodb v neko pozitivno agendo, kaj je naredil v bistvu za to, da ljudje živijo leta 2026-2025, kdarkoli bodo volitve, redne so 2026, boljše. Tega okvirja, tega ključnega messagea mu do zdaj absolutno ni uspelo ne izpolniti, kaj šele v bistvu na nek način oblikovati neko sporočilo, da bodo ljudje v bistvu mogoče s tej oblasti ponovno verjeli. Časa ni več veliko, samo še to, časa ni več veliko. Zdaj so 4 mesece evropskih volitev, potem se bodo po evropskih volitvah v koaliciji dajali med sabo za evropskega komisarja, še vedno, to smo pozabili, še vedno doslej so se, ker doslej je vedno evropskega komisarja, kolikor vem, imenovala leva vlada in tudi tokrat se bodo absolutno dajali med sabo, predvsem pač spet SD in pač Svoboda, čeprav SD bomo videli, kakšen bo rezultat na teh evropskih volitvah, a ne, mogoče niti ne bodo imeli nekega pogajalskega izhodišča in potem je že konec leta in potem smo v zadnjem letu pred rednimi volitvami, če bodo redne. Časa ni. To zadevno ima Golob v bistvu enega jokerja v rokavu, ne? Da nekomu, ki se bo javil za nosilca njegove liste, obljubi in če bo pripeljal do dobrega rezultata komisarsko mesto in na ta način mogoče dobi kakšno boljšo izbiro, kot se mu ta hip ponuja in nakazuje. Zdaj Urško Klakočar Zupančič na polno, celo javno že nagovarjajo, ne, seveda, zdaj tle sta 2 vidika, mogoče eni si seveda morda želijo, da bi šla v Bruselj, da ne bi pač tukaj delala problem, zdaj spet lahko govori, ne, nekako se zdi, da je v stranki spet dovolijo govoriti, ker ko je bila takrat tista drama. Se govori samo lepe stvari o Golobu. No, sej, zato pa lahko govori po moje, a ne bi jaz rekel, pa verjetno so še druge stvari tle zraven, ampak ja, ona pa pač tej trenutni situaciji še ni prepričana, ali bi šla ali ne. Skratka, ona je zdaj, bom rekel, eden od njihovih adutov. Ali bo to res tudi Dominika Švarc Pipan, ne, kot se, bom rekel, že več tednov ugiba, tu pa bi se jaz še Živi bili in videli. Tako je, tu bi se pa pustil presenetiti. Okay. Še enkrat hvala lepa vsem tem, da ste prišli. Jaz mislim, da moramo v tej sestavi še kdaj se sestati. Z veseljem. Veš, kako smo usklajeni. Hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem, poslušalkam. Kmalu, res kmalu se spet vidimo.